Tretji del, Longinusova sulica, kreacija Eve in Adama. Sikstinska kapela je preko fresk Michelangela dejansko čudež. Še posebej, če se začnemo ukvarjati z detajli in jih povezujemo v smiselne celote. Zgodbe na teh upodobitvah so namreč zlati ključ svetega Petra, kateremu je center v Vatikanu tudi posvečen. Sedaj pa vzmimo en od teh ključev v roke in odklenimo ključno skrivnost. Papeži, rimska kurija, pa tudi duhovščina nasploh, tudi izven RKC, več in manj verjamejo v demone. Saj se jim prikazujejo, z njimi tudi poklepetajo, če so po presoji demonov tega seveda vredni. Sveti Peter kot demon prikrito vlada preko usmerjanja intuicije, božanskih sanj, božanske glasbe, prikazovanj in podobno, ne samo ostalim demonom, ampak tudi duhovščini. Duhovniki v svoja služenja zato predano verjamejo, dobljene napotke in ukaze razširjajo tudi na posvetni del ljudi. Menim, da se je duh svetega Petra kot demon prikazal papežu Juliusu II. In mu predstavil svojo zamisel prenovitve lastnega groba. Globoko verni papež se je na to odločil, da projekt tudi izvede. V Michelangelu je našel primernega umetnika, poskrbel je za skupne pomočnike in zagotovil sredstva, da se sporočila tudi izrišejo oziroma upodobijo v freskah, kipih in podobno. Predano kot pravi vernik in predstavnik svetega Petra je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, da so se njegove svetle sanje kot odprta knjiga izrisale na stropu Sikstinske kapele. Umetnika Michelangela je obdaroval z visokimi častmi maziljenja v čistost in nato dostopa do skrivne sobe, kjer je tudi sam dobival sporočila demonov svetega Petra. Vodilnega vatikanskega demona lahko poimenujemo tudi za črni papež. Vlada preko prikazovanj, znanja, duš, demonov in kardinalov. Sedaj smo se znašli na sredini fresk stropa v Sikstinski kapeli, pred 5. fresko, ki jo stroka označuje s kreacija Eve. In res, sveta porodnica Hava, pri nas ji rečemo tudi Ava, mora dozoreti in je tako sama pred Gospodom v podobi Mojzesa. Ta Gospod, imenoval ga bom Don, jo kreira preko poudarjanja nezadovoljstva v smrtno Evo, ter ji tako začasno odzema njen božanski del. V naslednji freski imenovani kreacija Adama svoje magične moči in veden v duhovnih dimenzijah sveta, torej v božanski del, začasno izgubi tudi Adam. Odzame se mu dimenzija Kadmona. Zaradi tega izvirnega greha, ki ga simbolizira drevo spoznanja, je prišlo do razpada zaupanja, sodelovanja v skupne ideale verujoče človeške skupnosti. Papež Julius je zato za svoj grb izbral drevo hrast z 2 vejama, ki drugo izrinjata iz prostora pod soncem. Torej, leva veja je dejansko na desni strani in desna na levi. Debla. To ponazarja medsebojno bojevanje 2 nasprotujočih se ideologij. Eni so zagovarjali nosilce kreacionističnih postopkov, drugim so se gnusili. Posledica tisočletne vojne. V teh vojnah so nosilci medsebojnega sovraštva izgubljali svoj božanski del. Ladja duhovnega razvoja človeštva je zaradi medsebojnega bojevanja med ljudmi obstala. Drevo papežev družine Julius. Glejte, drevo življenja skupno deblo ima, a 2 ločeni veji, kot da med seboj sta skregani in nad njim ključa 2 prekrižana. Družini ljudi druga od druge sta obrnjeni in na drugi strani razcep med možem in ženo. Ja, kljun ladje človeštva obtičal je med grehi medsebojnega pobijanja. Na eni strani je Goljat ubit
in na drugi strani ubitje Holofernes. Freska Kreacija Eve. Tu vidimo oslepelega, zastrupljenega Adama Kadmona, kako spi pod drevesom. Ona pa se pritožuje demonu Mojzesa, ki odmahuje z roko, da nič ne more storiti. Mojzes kot posrednik božanskega ima tu vlogo vladarja muh, Belcebuba. Ljudi preizkuša na način nastavljanja lažnih luči in s tem dela selekcijo med vrednimi in nevrednimi dopolnitev preko napitkov božanskih svetlob. Prosim, Gospod, moj mož spi, sanja o drevesu življenja, nič ni od njega. Mojzes: to si izbrala, moja draga, je veličastje odzeto. Na tebi je, na vama je, da se izvijata iz sna zastrupljenega jabolka. Gospod Don odkrije svoj plašč in se v sanjah prikaže Adamu. Adam namreč pod drevesom sanja nameščene, žive sanje božanskih dimenzij. O čem torej sanja, medtem ko spi pod drevesom? To posekano drevo ima samo eno na novo izraslo obrezano vejo, ki kot da kriči v svet. Na tej edini veji ni nobenega lista, zato to drevo imenujem drevo spoznanja iztrebljenega rodu, ki ga vidimo tudi v prejšnji freski, imenovani Izgon iz raja. Adam Kadmon: hvala, Eva moja, sedaj razločno slišim šepet žrtev, vse povsod krog mene so, se mi prikazujejo, obtožujejo. Ustvarjen sem bil iz očeta svojega, ki obenem bil je moja mati, kreiran bil sem iz dvojega v moškost. Z odzemom ženskosti zavedno, sedaj sem potopljen v spletke grehov prednikov, prestrašen in ubog. Sanje Adama potegnejo za seboj v soočenje s posledicami vojne proti napačnim rasam, kar sproži v njem upor proti Kreatorju. In že usodo razvoja človeštva Adam Kadmon vzame v svoje roke. Samozavesten sanjari, da je po moči in modrosti enak Gospodu, očetu Kreatorju. Adam Kadmon si zamisli in nato zgradi sveto mesto Časmona Sodom. Adamov je bilo seveda, tako kot Ev, veliko. Časmona Sodom je samo prvo ime nekoč veličastnega, cvetočega mesta, ki je bilo zgrajeno s ciljem izbrisa izvirnega greha spoznanja. Na način tako, da so starodavni Adami, akadske dobe Sumerije, podpirali postopke povrnitve iztrebljene rase. Sami sebi pa so tudi želeli povrniti odzeti ženski spol, da bi imeli namreč oba hkrati. Zelo so pogrešali sposobnost kloniranja, tudi na ta način so hoteli biti enaki Donu. Svetim porodnicam Havam pa so se hoteli oddolžiti za grehe očetov tako, da bi jim povrnili iztrebljen moški del kromanjolcev. Kreacija spola. Trebuh spreminjam, po spolu človeka šarim, vsak odpor potlačim. Spi, Adam, medtem ko ti to delam, ali pa kar sam dokončaj moje delo. V trebuhu oblikuj, izberi spol izmed 3 in postani eno, moški ali ženska. Kaj boš izbral? Če izbereš žensko, problem postaneš. Odločil sem, postati moraš moški, samo to in nič več. Kreacija žene. Tu pred tabo stojim, se sramujem spola, zato nosim predpasnik. Stori z mano, kar hočeš. Sveta Sodoma pa doživi žalostno usodo. Z uničenjem dobi tudi novo ime, Časem Uzdum. Približno prevajano v času razstreljena, grozovita radioaktivnost trajno poškoduje prostor s sevanjem, ki desetletja ne omogoča normalnega življenja. Travma zaradi uničenja svete Sodome
ima za posledico maščevanje in slepo sovraštvo proti starozaveznemu bogu, imenovanem tudi Bal. Adam in Kadmoni se maščujejo za uničenjem mesta, ki je porodilo in ukazalo uničenje Sodome. To mesto se je imenovalo Gomora, mesto modrosti. Ko so Gomoro uničili na prafaktorje, se je preimenovalo v Čorbet Kumran. Ja, to je ta Kumran, kjer so pred 70 leti približno našli slavne kumranske rokopise. Morda si pogledate kar zemljevid francoskega dominikanskega patra Pierre Henry Didona iz leta 1895. In že smo pred fresko Sodome in Gomore, ki jo znanost imenuje sanje Noeta. Na levi strani vidimo kreatorja Kaina, kako v krvavo rdečem oblačilu prekopava zemljo, kot da hoče zakopati svoj greh, saj jo je prepojil s krvjo še ene napačne rase. Adam Kadmon pa v Sodomi ni bil sam, imel je številne zaveznike. In na freski vidimo, kako enega spodbuja naj zagrne spomin na velikega očaka Noeta, ki je bil temelj zavezništva s starozaveznim gospodom Donom, kreatorjem nove rase ljudi. Dona so nekateri imenovali kar za Bog. Zagrinjalo pozabe lahko razumemo tudi kot zid, izza katerega je bil Kain izgnan. Velika postava, ki leži na tleh, saj je oslabljen, saj je ostarel, napol sedi in napol leži v globokem premišljevanju, saj je njegova misel mogočna in v času zmagovita. Kazalec njegove leve roke je oblikovan kot kljun, desna noga pa je postavljena kot ovira za moškega, ki igra vlogo ženske. Beli moški, ki ga imenujem Abel, za trebuščkom in držo telesa, ki oponaša nosečnost, ter z napol zakrnelim falusom, s kazalcem roke opozarja Kadmona na mogočnost Noeta. Ta Noe sicer ni fizično prisoten. Poglejte, kako si v bradi mož mogočnega telesa miži. Boj poteka na duhovnem nivoju, opraviti imajo z demoni Noeta. Kreacija Adama. Glede kreacije povem, Adam je bil kreiran daleč nazaj, v povsem drugi dobi človeštva kot Adam Kadmon, čas, ki ga upodabljajo idoli. Obdarjen je bil s številnimi znanji ter magičnimi močmi. V tej novi kreaciji je namreč gospod Don, lahko mu rečete tudi Nergal, Domus, El, obrnil proces in kreiranim odzema njihov sveti del, imenovan Kadmon. Sposobnosti Kadmona so skozi različne manipulacije živih sanj, hipnoze, bojevanj pozabljene in v času izbrisane. Adama kreira v pohabljenca, ki zaznava samo materialni del sveta, torej kreira ga v tepca, v sodobnega človeka, ki je samo še Adamah, narejen iz ila, zemljan, brez znanj duhovnega potovanja in je samo še posoda, prazen, brez lastnega duhovnega ognja, Agni. Angelski svet, svet energiji, je kreiranemu, beri, oslepelemu Adamu več in manj nedosegljiva neznanka. In če tega ne pozna, se iz naštetih pojmov norčuje. Na ta način vsaj malo zakrije svoje neznanje, nagost. Zato lahko rečemo, da je to tudi kreacija norčka, pagata ultima, kot to lahko vidimo na tarot kartah. Šele v daljši prihodnosti se bo lahko povzpel na prestol mogočnosti, seveda pod pogojem, da bo tega trona tudi vreden. Bog v podobi Mojzesa pa še ne odneha in tokrat ponudi Adamu Kadmonu novo verzijo sanj, narejeno samo za moški del, Olimp izmišlji, Parnas. Adam Kadmon sanja o devicah, predpubertetnih deklicah, prihodnosti civilizacije, ki jo predstavljajo otroci. In ko te žive sanje sprejme, postaja samo še Adam. Svoj božanski del še naprej izgublja, tokrat dokončno. Olimp za Mojzesovo podobo na čelu ima obliko človeških možgan, saj so ravno človeški možgani napadeni. Zaradi božanskih živih sanj Adam hoče postati to, kar se mu prikazuje.
Hoče biti takšen, kot je Bog, v podobi Mojzesa. Zato oblikuje religijo, cerkve ter olimp smisla, ki naj bo čim bolje podoben sanjam. Nato se duhovno vzpne na ta svoj olimp, na ta svoj nadjaz delnih izmišljij. To, da so rezane podobe prepovedane, ne upošteva. V tej človeški dobi torej oponaša Mojzesa, ga časti z njegovimi zapovedmi vred in je njegov idol ter cilj hkrati. K tebi prihajam, moj Bog, se prebujam iz sna, v prostor tvoje duhovnosti vstopam, zaprtih oči, ves tvoj, po tvoji podobi. To dobo vidimo tudi v gotiki, v kateri visoke svečenice skušajo roditi otroka, ki bo prevzel vlogo, moč in poslanstvo Mojzesa. Spet druge pa, kot še dan danes karmeličanke, skušajo pričarati podobo Jezusa v svojem plodu ali v duhu kot demona in podobno. Toda ali so za vsem tem svečeniki človeštva in svečenice res prišli do božanskosti sveta? Odgovor dobimo v naslednji upodobitvi na ladji Sikstinske kapele. V naslednji freski namreč vidimo, da kot lažni Bog dobi brco v rit in mora potaknjene sanje zapustiti. Mojzes: Odidi, odkoder si prišel, blefer, častilec lune, ti sam si luna, pojdi in poišči sebe. In sedaj je v položaju, ko nima več znanj energetskega, božanskega povezovanja sveta. Dosegljiv mu je samo še demonični svet, pa še tole nekaterim iluminatom in seveda duhovščini. Da, Adam je nag in se tega, da nima več oblačil božanskih energij, sramuje. Doba se zlomi. Naslednja je ta, v kateri smo mi danes. Kaos. Nočem videti z obojimi očmi. Tako z levim kot desnim očesom, nočem videti s srcem, tako svojim kot tvojim. Veš, raje sem slep, kot da bi se soočil z grozami spletk pred sabo. Hodim na kavico, malce poklepetam, nato v službico se znajdem, kolikor se lahko, se ugledujem pod kiklo, pod hlačami, več ne smem. Tako živim, tako umrem. Skrivno božanstvo Bal, ki naj bi stal iza vsega, izgubi stik z vesoljem, s svojimi rokami kot z rogovi maha med oblaki nad glavo. Upodobljen je z brado in ženskimi prsmi. Ta doba kaosa je priložnost za dobo, ki jo v aramejščini lahko poimenujemo z Hamašijah. Hamašijah. Ta lastnost, da se odpremo svetu, je tudi v vseh ljudeh. Ko to storimo, postanemo povezovalec. Presežemo delitve in vojne, katerih del smo mi sami. Kdo torej še vedno laže in razglaša, da prihaja odrešenik v eni sami osebi? Je že čas, da presežemo satanističen trik te laži o odrešeniku. Sprememba dobe je lastnost nas samih. Da, kot odprta posoda začnemo prejemati duhovno sveta, ki je svetost in sveti, kar bo odprlo pot številnim, ki bodo videli, da je to prav. To pa je zgodba za enkrat prihodnje. Vladislav Stres.